To? Ja. Se učil na potu, da bi... Ja, pa to kot moje, veš. Čokolada! Hvala! Anja, kaj to je kič? To je ona sprala! Šolski sklad, prireditev, ki v bistvu poteka zdaj že četrtič zapovrstjo. Lansko leto žal nismo imeli, ker se je prenovljala šola, se je delala nova fasada, tako da to ni bilo možno izvesti, nažalost. Ampak kot vidimo je zadeva zelo uspešna, ljudje radi pridejo na tako prireditev. Z obzirom na to, da smo eno leto manjkali, pa je vse res zelo tak lep obisk, moram reči, da pridejo tako starši kot otroci od 1. do 8. razreda. Tudi če ste opazili 9. razredi, kljub temu, da so končali že šolanje, pa so vseeno prišli se pozabavati z mlajšimi prijatelji, sošolci, kakorkoli že. Drugače pa šolski sklad, jaz upam, da delamo dobro, da delamo v dobrobit naših otrok. Trudimo se pridobiti čim več sredstev in potem tudi nekako kanalizirati vsa sredstva na način, da imajo dejansko vsi otroci nekaj od tega. Dali smo dosti poudarka na to, da recimo so vsi šolski izleti iz sklada pokriti 30%, kar se tiče prevoza. Se pravi, vsi prevozi so pokriti delno iz šolskega sklada. Letos smo recimo v 9. razredih je šolski sklad dodal zraven za majčke, za devetočke, ki so končali za končni izlet za v leto. Do zdaj je bilo običajno, so zbirali pač star papir, ampak tistega je malo, relativno, tako da smo to dodali zraven. Vedno skrbimo za socialno noto, da vsi tisti, ki se ne morejo ali pa težko udeležijo raznih taborov, tako tistih, ki so nadstandardni, kot tistih obveznih oziroma obveznih šola v naravi, zimska in letna. Šolski sklad dejansko poskrbi, da nihče ni izvzet z tega, da naj si bo še tako šibka socialna slika nekje v družini. Vsi imajo dejansko res možnost, da se jim zadeva iz šolskega sklada pokrije in da otroci res lahko grejo na nekaj, kar jim bo ostalo verjetno za celo življenje v spominu.
šola v naravi, smučanje, naučiti se smučati v šoli je verjetno, da nekaj res norega. Tisti, ki pač nimajo, si to lahko v šoli privoščijo, drugače si verjetno, da ne morejo. Ne? To bo res, ja. Vidim, da imate tudi kar precej društev, ko so prišli na predstavitev. To pa dejansko zdaj po tolikih letih smo nekako uspeli s temi društvi doseči dogovore, se pridejo predstaviti, obojestranska korist seveda. Njim je fajn, da se predstavijo, ker verjetno, da ogromno ljudi ne ve, kaj sploh v Domžalah obstaja, s čim bi se vse otroci lahko ukvarjali in tukaj se lahko predstavijo. Nam je pa to dodana vrednost, zato da dejansko privabimo čim več staršev in otrok, da nekako vidijo, kaj obstaja in izkažejo morda interes za neko interesno dejavnost, za katero mogoče sploh ne vedo. Si kdo doma niti ne ve, da obstaja nekje klub, kjer se lahko mačuje, se pravi, z mečevanjem. Tam zadaj, na primer, ona dva se mačujeta. Verjetno še kakšna zanimivost, ta skakalni klub Ihan, recimo, fantastično, ko pridejo s skakalnico, gasilci konec koncev, to, kar nam pripeljajo lojtro. Jaz, če imam, hvala, vam vzamemo. Zdaj vidim, imate tudi šahovsko društvo. Tudi šahovski krožek, ja, to se mi zdi kar zadnja leta nekako v upadanju, se mi zdi. Včasih je bilo tega nekoliko več. So tudi šolske turnire imeli, to se jaz spomnim. Absolutno, so bili v tistih starih časih, v bivši državi, bilo to nekako bolj pokrito danes. Nekako se mi zdi, da otroci preveč iščejo športe, kjer se vidijo, kjer imajo neke svoje idole, nogomet, košarka in podobne stvari. Te športi, ki pa nekako niso toliko zastopani medijsko, so malo podhranjeni, ne pomeni pa, da niso zanimivi. Se konec koncev judo je zelo podhranjen medijsko, v Sloveniji pa je eden najbolj uspešnih športov, kar jih imamo, sploh po številu medalj in podobnih zadev. Tako da fajn, da se res vsi skupaj predstavijo in vedno iščemo tudi nove interesente, ki bi želeli za predstavitvijo dodati, se pokazati na naši prireditvi. Z veseljem odpremo prostor in jih povabimo zraven, da če bo kdaj kdo imel interes, da ga danes recimo še ni, z lahkoto se oglasi v upravnem odboru šolskega sklada Osnovne šole Vence Perko in vse se da dogovoriti, zmeniti in prihodnje leto mogoče se pa vidi. Redo, hvala. Malenkost. Še kaj drugega ni več takega. Carski praže je zelo čisto natančen, smoren je spačenka. Ajo, priprave že potekajo, tretji C razred se pripravlja za svoj plesno pripravi. Torej, spoštovani soprane, najmlajši in nekoliko starejši. Ja, pa mogoče še enkrat posebno obvestilo. Srečelov ima samo 2 nagrade, ampak sta ti 2 nagradi res hudi. Paket za 4 osebe na Bledu. Je pa tudi krasna nagrada. Tule naokrog hodi en fant oblečen v srečko, pri njem lahko kupite srečko in po 19. uri bomo izžrebali torej tistega, ki bo dobil kolo in tistega. Kaj boste pa delali s temi sedeži? Na klopco sedeti, pa zvezdice šteti. Tretji C razred, mislim, da je pripravljen. Torej, vsi starši, navijači, občudovalci, dajmo en velik aplavz. Tole je Adio šola. Hvala Bogu. Učenci 4. razreda. Predstavlja se nas
samo vse. Res povej, kaj je res. Drugače ga dela, no? Hvala lepa. Sam šmoren. Sam šmoren. Prosto res. Ne bom treba. Lahko kar noter dana seveda, ja. Potisnite zdaj! A gre kaj drugače kot prej? A gre kaj drugače kot prej? Sej se boste vsi zeli in pa noč. A je kaj drugače? Gumke. Takole to zgleda. Ja.
Lepe umetnine, pa celo za mlade punce, ne? Lepi modni dodatki. Tu delate? Lava lučko. A ja? Ja. A bo zasvetilo ali kva? Ne, zasvetilo ne bo, samo mehurčki se vodem dvigujejo in se barati, da je kroš. Ja, zdaj, če boš pa zamašati, bo pa streljal po kročah. V roko barati. Pazi. Še ene parkrat ti bo streljal. Treba počakati. Evo, vidno, do kam ga odnesel. Strani. Če daj bolj večjo. Če tako ne dam, tako se malo boš videla. Kakšna je nastala? Evo. Kako lepa Maurica. Imaš pa ti tu. Zdaj imaš pa tukaj le. Zoja, to je tvoje? Kislina je. Tukaj pa baze, od kjere do kjere barve je tvoje. Od te? Ja, kar ja. Torej, kar precej bazično, a ne spodaj. Tem je tole tukaj meni. Joj, modra ptica. Tale je še poseben, Focke-Wulf. To je pa druga vrsta, je? Kjer je tisti, ki gre skoraj 300 na uro? Ja, ta ni tistega, kje ni nobenega. Nobenega nimate tu. Ta je 180. Ta je 180, ne? To letalo nami.
Da se je izkazal odlično, zdaj pa čakamo na uro 18:50, ko se bo predstavil Bum Bum Band, gre za interesni prijatelj, ki se tega razreda. Lepo smo toliko mojstrovci, ampak vseeno, danes vam bodo pripravili najboljšo kateri faks, skladbo Rocking. Neki prozor! Neki Glasbena šola Vox. Tako je.
se zapri. Čau, kaj vam pade. Ka bo zamigala, bo pa malo glasno gor. Thank you.